Danes bomo govorili o varnosti in zasebnosti na spletu. Ampak preden sploh pridemo do spleta, moramo najprej poskrbeti, da imata naš telefon in računalnik kvaliteten imunski sistem, ki ga sestavljata požarni zid in antivirusni program. Na ta način preprečimo večini spletnih golazni, kot so trojanski konji, spletni črvi ter različni virusi, dostop do našega računalnika in s tem do naših osebnih podatkov. Če piratiziran program ali skrekana igra želite, da izklopite antivirus, vam to odsvetujem, ker tako delujejo trojanski konji. In če ne razumete, kaj je trojanski konj, si preberite obnovo Homerjeve Iliade. Poglejmo si, kaj so naše najpogostejše napake pri objavah na netu. Lih med livestreamom na Instagramu greš dvigan denar, potem se šopom bankovcev fotkaš, da vsem pokažeš, da nimaš za samo en burek, ampak za celih 10. Pol se fotkaš pred svojim domom, ker imaš novo jakno in bi jo rad razkazal. 3 dni potem se fotkaš pred terminalom s kovčkom, valjda pokažeš tudi svojo karto, da vsi tvoji sledilci vidijo, kako daleč potuješ. Takoj, ko prispeš, se na plaži fotkaš pomanjkljivo oblečen, da vsem pokažeš, kako vroče ti je, za razliko od nas ostalih, ki zmrzujemo v Ljubljani. Ampak, a si pomislil, da si na bankomatu vsem pokazal svoj PIN in stanje na bančnem računu? Da se je pri razkazovanju tvoje graščine v kadru znašel tudi tvoj naslov? Takoj zatem pa si objavil, da te 2 tedna ne bo doma in si tako tatove javno povabil na praznjenje stanovanja. Med razkazovanjem končne destinacije si vsem pokazal tudi vse svoje osebne podatke. Za piko na i pa si še v neskončen splet poslal svoje pomanjkljivo oblečene fotografije, ki jih nikoli ne boš več mogel popolnoma zbrisati. Upsi, pa v zadnje si še po nesreči zajel par nadističnih kopalcev in jih brez njihovega dovoljenja objavil. To je samo nekaj izmed hipotetičnih scenarijev, ki se ti lahko zgodijo, če nisi previden pri objavah na spletu. Kaj praviš na to, Rok? Ne vem, če bom lahko še karkoli objavil na internetu, ker se mi zdaj toliko prestrašila. Ej, a veš, kaj je najpogostejše geslo, ki ga imajo ljudje? Ime njihovega hišnega ljubljenčka. A ja? Ej, a ti unga svega psa še kaj peleš na sprehod? Kako mu je že ime? Medo, ja, veš, ono pa čaki. Ne, Ledo je. Prosim, ne uporabi tega proti meni. Naslednji nasvet je, pazite na svoja gesla in upam, da ste me slišali na gesla, ker če imate samo eno geslo za maile, igre in Instagram, pol je za vas že prepozno. Vaših geslov ne sme poznati nihče drug. Biti morajo zapletena, kar pomeni, da morajo vsebovati več kot 8 znakov, imeti morajo veliko in malo začetnico, številke ter druge znake. Pa prosim, ne bodo gesla moje ime je enako Rebeka ali pa rojen sem leta 2000 številko, ker to ni težko geslo za ugotoviti. Če vas aplikacija ali pa spletna stran opozorita, da je bilo vaše geslo ogroženo, najprej preverite, če je sporočilo verodostojno in šele na to ga zamenjajte. In ko smo že ravno pri geslih, tudi vaš telefon ga mora imeti. Uporabite dobro PIN kodo, zapleten vzorec ali pa naj vaš telefon odklene samo vaša lepa faca. Premisli, preden objaviš. Na spletu objavljajte samo stvari, za katere želite, da jih vidijo drugi. In ko rečem drugi, mislim vsi ljudje na celem svetu ves čas. Ne pravim, da se bo to tudi zgodilo, ker če bi vsi videli vse, potem bi moje objave imele bistveno več všečkov. Ampak lahko pa se to zgodi. Vaše besede, slike, videi in drugi podatki, ki jih puščate po družabnih omrežjih, streaming platformah ali spletnih trgovinah, se shranjujejo in malce boljši hacker, zlobno podjetje ali pa vaš bodoči delodajalec jih lahko uporabijo proti vam. Zato 2-krat premislite, preden objavite fotografijo iz žurke ali pa kam vnesete številko vaše bančne kartice. Upam, da je jasno, da to velja tudi za fotografije vaših spolnih organov, ki jih pošiljate drug drugemu. To je vse shranjeno v oblak in ko bo enkrat začel deževati, bomo vsi lahko to videli. In jaz nočem tega videti. Bodite prijazni. In to pravilo velja tako za resnično življenje, kot tudi za internet. Cyberbullying je resen problem. Za vse boomerje, cyberbullying je nasilje, ki se dogaja na spletu, običajno na družabnih omrežjih, v več igralskih spletnih igrah ali pa tudi preko zasebnih sporočil. Spletno nasilje je nevarno, ker ga večina ljudi ne vidi. In ravno zato je pomembno, da če ste vi deležni teh izpadov, veste, da morate ignorirati žaljivke, blokirati nasilneža, ga po potrebi prijaviti, narediti print screen sovražnega sporočila in ga pokazati enemu od staršev ali pa učitelju, ter se z njimi tudi pogovoriti. Če nočete tega narediti zaradi sebe, naredite to zaradi drugih. Velika verjetnost je, da če se en bully spravlja na vas, se spravlja še na koga drugega. In dajmo jih ustaviti. Če pa ste vi cyberbully, pa se pa paste. Jaz poznam anonimuse.
In ko smo že ravno pri anonimnežih, anonimnost priporočam tudi vam. Ko se podajate v internetne globine, pazite na svojo identiteto. Predvsem, če hengate v klepetalnicah, uporabljate vzdevek, ki ne razkriva vaše starosti, spola ali pravega imena. Zraven pa imejte v mislih, da za vzdevkom svojo identiteto skrivajo tudi ljudje, s katerimi se pogovarjate. Samo zato, ker si že eno leto tipkate s svojim malim ponijem 12, to ne pomeni, da je na drugi strani 12-letnik, ki ima rad istoimensko risanko in ponije.